A si? Ja. Gradivo za današnji dan, pa moje finance, z vsemi analizami in to. In gremo delati. Jerca, si manjkala? Vedno je bilo naše vodilo, da delujemo kot celota, da delujemo kot skupnost, kajti en sam človek ne more narediti ničesar, vsi pa lahko vse. Zato s ponosom danes gledamo na našo poslansko skupino, kajti resnično smo, lahko rečem, kar najboljši. Kaj pričakujete od dobrega politika, dobrega poslanca? Da se drži svoje besede, da obljublja resnične stvari, ki se jih da izvesti in da je načelen in ne spreminja svoje besede enkrat, ko pride v parlament. Vedno sem ostal konsistenten in zvest načelom, da je spoštovanje človekovih pravic, vladavine prava in nekih temeljnih vrednot tisto ključno, kar nas vodi v boljšo prihodnost. Preprosto pričakujem, da so pri svojem delu transparentni in pa iskreni in pa v bistvu, da delajo za nas vse. In ja, če sem na kaj ponosna, sem na to, da smo ostali taki, kot smo, LMŠ-jevci. Še vedno del ljudi ni nas prevzela dvižinska bolezen in vsak večer, ko gremo domov, lahko mirno zaspimo in se zavedamo, da se nismo oklepali stolčkov, ampak smo delali tisto, kar smo mislili, da je prav in kar je dobro za državo. In pričakujem, da se stvari umirijo in pomirijo in da si nismo sovražniki. V času vlade LMŠ je bila politika umirjena, načelna, v družbi bil optimizem, sproščenost, strpnost. Joži, Lidija, ja pa ti si mi spet nekaj dobrega prinesla, je čudovito, krasno. In skrbi za tistega, ki je v najslabšem položaju. Ponosna sem, da sem sodelovala pri spremembe ustave, to je v vpisu novega 62.a člena, ki opredeljuje svobodno uporabo znakovnega jezika. Hvala vsem za to podporo in v poslanski skupini LMŠ podpiramo in bomo podprli in podpirali tudi vse nadaljni razvoj tega lepega, prečudovitega jezika. Hvala. Pričakujem predvsem bolj pošteno demokracijo, da se bodo uprli proti korupciji. Ljudje smo ob epidemiji plačali previsoko ceno. Ne samo v denarju, ki je poniknil v raznih korupcijskih poslih, ampak predvsem v življenjih. Teh ne bomo nikoli več povrnili. Lahko pa povrnemo zaupanje v državo, v sistem, v to, da je potrebno za ljudi poskrbeti vsak dan in ob vsakih razmerah, ne korupciji. Pravzaprav imam poslovniški predlog predsedniku vlade, ki očitno ima velike težave z dvigovanjem pošte. Zato zdaj javno vabim gospoda Janšo na zaslišanje 24. septembra ob 8:30, da pa bi vam prihranili pot, vam vabilo vročam tudi osebno, tako si boste lažje organizirali čas. Da se bo boril za pravno državo. Tu. In da bodo organi delali tako, kot je treba. V korist cele Slovenije, ne pa za korist stranke. V LMŠ smo zagovorniki pravne države. Kar nekajkrat smo preprečili sprejem podtaknjencev v PKP-jih, glasno smo se borili za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev in naš zadnji uspeh je, da smo preprečili sprejem zelo škodljive spremembe kazenskega zakonika. Ja, v LMŠ se borimo za demokracijo in za stroko tudi z dejanji. Ali ste kot minister subjektivno in objektivno odgovorni za stanje v slovenski policiji? Ja, če si odgovoren za dobre stvari, si odgovoren verjetno tudi za slabe, ne? Poznate nas po odločnem razgaljanju brutalnega političnega podrejanja slovenske policije. Zdaj je čas za normalizacijo, ker nismo vsi isti. Zakaj naj bi se zavzemal? Za večjo socialno varnost, za skrb za starejše, za skrb za mlade. Stanovanje potrebuje vsak mlad.
In potrebujemo vsaj 10 000. In to ne za kupiti, ampak najemniška stanovanja. Starejši potrebujejo oskrbo na domu, pomoč. In s tem bomo razbremenili tiste, ki to najbolj potrebujejo, in to je srednja generacija. Jaz pričakujem dobrega politika, da je zelo odgovoren. Skrbno in preudarno smo ravnali z javnimi financami. Proračun, ki smo ga pustili tej vladi, je bil uravnotežen. Kolikor sem razočaran v tej zadnji vladi, v teh 2 letih, nekako ne morem tega razumeti, da je ta vlada tako malomarno se obnaša do vzdržnosti javnih financ. Ti grafi so zelo šokantni. V LMŠ smo vedno bili in bomo zagovorniki varstva okolja. Verjamemo, da bomo na referendumu dosegli potreben kvorum in odločili, da se ta škodljiv zakon o vodah ne uveljavi. Nocoj je bila dosežena velika zmaga. Gre za zmago narave, gre za zmago ljudi. Demokracijo spet postavimo na realna tla, bi rekel, v naše okolje, ne da je samo beseda na papirju. Uspelo nam je, da aktualna vlada ni popolnoma uničila nevladnikov, kulturnikov, medijev. Skratka, spoštovani minister, vi ste za slovensko kulturo to, kar je toča za slovenska polja. Vladavino prava je nekaj, o čemer smo v LMŠ govorili cel čas, in jaz si res želim, da se počasi ta vlada, ki nas je zapeljala v diktaturo, poslovi. 18 ljudi terorizira 2 milijona ljudi. S svojimi nezakonitimi odloki, in to je pravzaprav grozljivo. Želimo si sprememb, želimo si boljši jutri. Čas je, da gremo na volitve in spremenimo sedanje stanje. Lahko nam uspe. Zato idi volit!